Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tretji epizodi podcasta Alumni Connect danes gostimo Niko Bratkovič, članico Alumni kluba ekonomske fakultete, ki je tekom študija maksimalno izkoristila študij v tujini, kar uspe le redkim. Nika je poleg nizozemske in nemške zelo dobro spoznala tudi afriško kulturo, pridobljene izkušnje ter znanje pa uspešno unovčila na svoji karierni poti. Nika ima neskončno zanimivih zgodb izkušenj, nekaj pa jih bo danes delila z nami. Pozdravljena, Nika. Nika, stara si 26 let in tvoj življenjepis je že, bom rekla, skoraj poln. Prosim, na kratko se nam predstavi, kdo si ti, kdo je Nika. No, bom kar ti vzela malo besedo. Kot si rekla, 26-letna sem že skoraj končujem ekonomsko fakulteto, na magisteriju še zaključujem magistrsko delo. Sicer pa že polno zaposlena, ampak od nekdaj pa zaljubljena v potovanja in v druge kulture. In dobro delo v poslovnem in prostem času mi je potem vedno omogočilo, da sem si finančno lahko potem potovanja privoščila. In to je pač moj zagušno v življenju, kaj me pelje naprej. No. S čim se pa ukvarjaš zdaj, kje si zaposlena? Trenutno sem zaposlena pri Lidlu Slovenija in to je moj pač prvi karierni zares začetek po v bistvu zaključku izpitov na ekonomski fakulteti. Predtem sem sicer opravljala različna študentska dela, ampak ja, ta je pa ta prvi, no. Ta prvega ne pozabiš, tako da tudi te ne bom. Super. Nika, ko govorimo o ta prvem, povej mi, dajmo se kar takoj preseliti v prvi letnik, prvi semester, novi sošolci, nova stavba, nova pravila, novi profesorji, vse je novo. Povej mi, kako si se sploh odločila, kaj te je sploh vleklo, da si takoj že oddala prijavo za izmenjavo in takoj že bi ti odšla v tujino in nam pobegnila? Ja, ta zgodba gre mogoče že malo prej nazaj, no. V srednješolska pa osnovnošolska leta. V osnovni šoli smo se takrat prvič pri geografiji učili o Nizozemski, o državi, kjer je depresija, ampak ne ta mentalna, ampak v bistvu geografska depresija. In jaz takrat res nisem marala gora, hribov in teh drugih oblik, kjer si mogel v klanc gor hoditi. Pa se mi je zdela taka magična dežela, kjer se kolesar, pa se je veliko sira, pa same rože so. In sem se tako na prvi pogled že zaljubila v Nizozemsko, preden sem jo dejansko sploh obiskala. Potem smo jo v srednji šoli obiskali in mi je sem še potrdilo to, da je to res ena lepših dežel, ki sem jih do takrat obiskala. In sem se že v bistvu v srednji šoli nekako odločila, da si res želim tam študirati. Pa takrat finančno jaz sama še nisem bila sposobna financirati se v srednji šoli za celoten študij, nisem pa tudi želela obremenjevati svojih staršev. Pa je potem v bistvu prišlo tako, da sem se odločila, da bom v Sloveniji študirala, ne na Nizozemskem, kjer sem si sprva želela. Ampak sem pa odločena, da takoj, ko bo možno, da se prijavim na izmenjavo. Da izkusim vsaj na ta način to meni ljubo državo. To v srednji šoli si bila kot, ste šli tudi v okviru Erasmusa ali si šla s starši oziroma na kakšen način si? Naša gimnazija je takrat ponujala izlet skupaj s profesorji, smo pač v okviru likovne umetnosti pa zgodovine, pa geografije seveda. In smo si šli predvsem te galerije in muzeje teh velikih nizozemskih slikarjev pogledati.
Tako da seveda takoj, ko je bila prva priložnost, da grem jaz na ta izlet, sem se prijavila in sem v drugem letniku obiskala to državo. No. Zanimivo. Nika, mi v mednarodni pisarni prejmemo preko 400 prijav vsako leto za izmenjavo. Povej mi, kaj je tebe, v bistvu, kaj misliš, kaj je bil razlog, da smo ravno tebe izbrali za izmenjavo na Nizozemskem, se pravi, in ta destinacija je pri nas med študenti zelo popularna, poleg seveda Portugalske, Španije, Velike Britanije in tako naprej. Kaj je bilo, kaj misliš, s čim si nas prepričala? Mislim, vedela sem, ko se prijavljam v prvem semestru prvega letnika na izmenjavo, da definitivno niso vse zvezde nujno na moji strani, v smislu, niti prvih izpitov še nisem opravila, tako da niste mogli vedeti moje povprečne ocene. Vse, kar sem pač znala, je bilo pač angleški jezik, pa mojo motivacijo sem lahko pokazala. In jaz sem v tisto motivacijo kar veliko čustev izlila, se mi zdi, in to svojo željo pokazala, zakaj si res želim iti v to državo. Pa upam, no, in mislim, da je bilo to glavni povod oziroma razlog, zakaj ste se zame odločili. Kako, a ti je bilo neprijetno, ko si prišla k nam na razgovor? Jaz imam velikokrat si zadam take cilje v glavi in včasih se zdijo malo strašni, pa si pol rečem, 38 sekund poguma rabim, da naredim tisti prvi korak, tiste prve besede, potem bo pa steklo. Vedno sem sedela v tisti sobi z ene par drugimi, ki so se tudi prijavili na to fakulteto, na katero sem se jaz. In vsi so imeli svoje razloge, zakaj bi šli na to izmenjavo. Bili so tudi starejši letniki, pa vem, da so imeli takrat prednost pred mano. Ampak jaz sem želela izstopati in sem, kljub temu, da ste me prvo vprašali, zakaj bi si želela tja, nisem hotela pa dati nekega generičnega odgovora in sem že vnaprej res premislila, kaj je tisto, zaradi česa bom izstopala, zakaj si res želim iti tja. Tako da bilo je malo strašno, ampak res sem bila odločena, da bom prišla jaz na to izmenjavo. No. Tako. Odlično. Jaz se spomnim, mislim, tudi mi, pač, ko upravljamo te intervjuje, določeni študenti seveda izstopajo, mislim, ne glede na vse tisto, kar vidimo od povprečne ocene in tako naprej in od primernosti šole, se nekaterim vidi tale, bom rekla, tisti žar in res prava želja za to destinacijo, tako da ponavadi mislim, da nekako uspemo izbrati te prave študente. V svojem študiju si uspela pač iti na 3 izmenjave, a ne? Verjetno tvoji prijatelji te vedno vprašajo, no, Nika, katera država ti je bila najbolj všeč? Pa bomo mi tudi tako vprašali. Nika, katere 3? Katera od teh 3 je bila pa tista, ko si rekla, to je to? Ni tukaj nekega generičnega odgovora v smislu ali pa specifičnega odgovora, točno ta ena izmed teh 3 je bila. Ampak vsaka je imela neko svojo žarišče, del izmenjave, ki mi je bil res najlepši. In pri Nizozemski je bila ravno ta, da je bila moja prva. Jaz sem sicer, preden sem šla na Nizozemsko, tisto poletje, preden sem šla na fakulteto, preživela 2 meseca v Ameriki in takrat je bila v bistvu moja prva izmenjava, 2-mesečna sicer, kulturna. Tako da sem približno poznala nek ustroj tega, kako se nekam preseliti. Ampak Nizozemska je bila pač ljubezen na prvi pogled že od prej. In je bila država, v kateri sem se sprva stežka malce znašla. Sem mislila, da bo šlo lažje, predvsem zaradi študijskega procesa, ker zahtevajo to mogoče malce več znanja. Nato pa je bilo na drugi izmenjavi v Južni Afriki v bistvu, sem se pa zaljubila v naravo in ljudi.
Študijski proces sem šla v bistvu tja med absolventom, tako da je bil mogoče malce lažji, ker sem si tako tudi naredila. Ampak me je začarala država. Bil je pač kulturni šok, že ko sem prišla in ko sem odšla. Ampak pač te naravne danosti, ki jih ima ena tako velika država, težko preskočiš. Ob zadnji v Nemčiji, v Kölnu, sem bila pa v bistvu že ful utečena v ta celoten proces izmenjave, od priselitve, vseh teh obrazcev, ki jih je treba urediti že na začetku, pa do spoznavanja ljudi in tega, kaj si želim doseči znotraj ene izmenjave ali pa videti. Hkrati jo je sicer popestrilo tudi trenutno koronsko ozračje, ampak mislim, da je bilo to samo pika na i, da je bila v bistvu izkušnja še bolj globoka. Tako da ni ene edine najljubše, vsaka po svoje je bila fantastična. Pri vsaki sem spoznala čudovite ljudi, s katerimi še zdaj ohranjam stike. In ja, tako no, na kratko, katera je moja najljubša, ki to ni najljubša. Ja, ampak so vse v bistvu. Vse na svoj način, Tako. vsaka na svoj način. Tako. Zanimivo. Ok, 3 države, različni kontinent, 2 različna kontinenta. Dajmo kar preskočiti na stereotipe. Dajmo jih predelati. Nekako prvi stereotip bova kar rekle. Nemci so točni in natančni. Da ali ne? To sem v bistvu že malo prej, preden sem se tja preselila, sem razmišljala, koliko je to res, koliko bom tega dejansko doživela. In kar se tiče vlakov, ne. Mislim, da obstajajo države, v kateri so vlaki točnejši. Veliko je bilo zamud in veliko je bilo menjavanja peronov in pa v bistvu cancelanja vlakov. Kar se tiče ljudi, bi rekla mogoče tudi ne čist, mogoče odvisno iz ozadja, od kje, kako so njihovi starši že prišli v Nemčijo. Ampak z Nemci, s katerimi sem se družila, to je bilo bolj okoli 9., 10. ure. Edino predavanja, no. Na fakulteti je bilo pa točna ura, no. Tako da bi jaz rekla bolj odvisno od okolja. Pa si se lahko temu prilagodila, mislim, dobro, tudi v naši kulturi nekako točnost je neka, bom rekla, kako bi se izrazila, mislim, Ja. smo točni, ne? Ja, ampak prej vsaj sem bila, poskušamo. predtem sem bila v bistvu v Južni Afriki, kjer pa imajo po moje 10 ali pa še več različnih načinov, kako ti opisati čas, in nikoli ni dejansko uro. Ampak ga vedno opisujejo kot around that time, about that time, there, somewhere around that. Tako, čist 10 različnih načinov ali pa še več, in noben ti pa dejanske ure ne pove. Lahko je to čez 24 ur, lahko je to čez 12 ur, lahko je to opoldne, ampak nobena ni pa na minuto natančna. Imajo drugačno percepcijo časa, Tako, malo ne? In Nika počasneje je bila teče. vedno prva, verjetno. Ja. Še Nemci so za mano prišli v Afriki, no, na kakšne predavanja, tako da ni bilo. Sem se prilagodila potem na ta afriški čas in sem se potem v bistvu malce težje privajala spet na ta evropski čas, skorajšnje točnosti, no. Tako. Ok, drugi stereotip. Nemci so strogi, nedostopni. Tudi ne bi rekla, bi ga ovrgla, ker sem bila mogoče v predelu Nemčije, v Kölnu, ki je eden bolj odprtih. Tam je veliko tujcev, mislim, da je največja diaspora za Turke, se pravi v Kölnu. In mogoče bi to bolj držalo za bavarski del, ali pa za zelo severni del. V Hamburgu sem tudi nekaj časa preživela, pa so se mi zdeli v Hamburgu ljudje veliko bolj zaprti, je pa spet odvisno v bistvu od katerega dela, ker Nemčija je res velika država. Težko je tudi Slovenija, če pogledamo, ne, se imamo mi že ne vem koliko dialektov, pa tudi različnih ljudi, je tudi v Nemčiji se tega najde. Ampak na splošno bi rekla, da se je dalo
pač pogovor začeti, ne tako lahko kot v kakšnih drugih južnejših državah, ampak nisem imela nikoli problema navezati stika. No. Mogoče je pa to tudi odvisno, tako bom rekla, kdo je na drugi strani. A ne? Ja, tudi to. Če si ti tudi zaprt in ne iščeš, bom rekla, novih stikov, novih možnosti, je tudi druga stran verjetno malo bolj. Tako vedno, jaz mislim tudi tako, iz izkušenj, da pač vedno sta dve plati medalje, ne? In tudi tukaj, kak obraz ti nastaviš, ga verjetno tudi takega dobiš nazaj. Ne? Pa se preselimo čez malo naprej na Nizozemsko in bi te vprašala, tak klasičen stereotip o Nizozemski je, da pač je Nizozemska strpna država. Kaj pa ti meniš o tem? Bi ga pa kar potrdila. Pač tam je bilo najlažje videti in opaziti ljudi različnih narodnosti in ras. V bistvu v Amsterdamu, če po mojih podatkih, nazadnje, ko sem gledala, mislim, da živijo ljudje iz 150 različnih držav, vsaj nekaj, no, iz posamezne države. Tako da težko v bistvu najdeš Nizozemca tam. Tisti, ki pa živijo v Amsterdamu, pa seveda morajo biti strpni, ker so to v bistvu njihovi sosedje, prijatelji, znanci, sodelavci. Tako da mogoče že samo zaradi tega, ker je tak miks ljudi tam. Se že morajo, Tako. da sploh lahko živijo, ne? Tako, se ja. morajo že v štartu prilagoditi, ne? Oziroma se biti strpni. Še ena taka stvar, ki sem pa jaz jo osebno doživela, pa me zanima, če si jo tudi ti. Nizozemci so večinoma tako, vsaj kakor sem imela stik, zelo direktni, neposredni in mogoče za nekoga tudi žaljivi. Ja. To je bil en teh kulturnih šokov, ki sem jih doživela tam. Sicer ste me na ekonomski malce pripravili v tistem seminarju, preden sem se odpravljala tja, da se znajo kakšne take stvari pripetiti, ampak da naj si jih ne vzamem tako osebno. Ampak sem to mogoče najbolj doživela v bistvu ravno na predavanjih na fakulteti, ki sem jih imela tam. Ker se mi zdi, da v naših predavalnicah tukaj je zelo malo število ljudi, ne vem, mogoče se je zdaj spremenilo, ampak ali pa študentov, ki dvignejo roko ali pa vprašajo med samim predavanjem za stvari ali pa celo negirajo profesorju oziroma predstavijo svoj argument. Tega je bilo tam neomajno. Mislim, da ni minilo eno predavanje, kjer se to ne bi zgodilo. Tudi pri sami predstavitvi kakšnih projektov, v bistvu so bili študentje, moji sovrstniki, tisti, ki so me ocenjevali in so rekli, ok, tvoj način govora bi lahko bil boljši, mogoče probaj na ta način. Mogoče niso bili vsi se tako lepo izražali, pa se je res slišalo potem še hujš, ampak sem si dala to na znanje, da pač oni so taki kot osebe, da tako so jih skozi ta njihov sistem vzgoje učili. Pa sem se v bistvu privadila na to in sem začela tudi jaz uporabljati kakšne take stvari. Ko sem včasih zdaj tukaj v Sloveniji nazaj držati, pa kaj malo olepšati, ker drugače tudi jaz lahko izpadem malo arogantna ali pa direktna preveč. No. Tako da ja. Ja, ko smo ravno pač na začetku, ko smo omenjali intervju in tako naprej, res poskušamo tudi izbrati tak kaliber študentov, ki lahko to prenese brez tega, da bi se tekom semestra zlomil ali pa za nekaterega bi to lahko bila, bom rekla, kot neka žalitev in ne bi videl izhoda, kako lahko sploh nadaljuje. Ampak tako res tudi nekako poskušamo poslati, naprimer na Nizozemsko, ravno ta primer študente, ki so kos temu, a ne? Zdaj,
Pa misliš, da ti je to kaj pomagalo? Mislim, ta njihova neposrednost, tako zdajle kasneje, ali moraš se malo držati nazaj? Definitivno oboje. Včasih znam jaz iti kot en vlak, ki pred sabo ne vidi, oziroma gre z isto hitrostjo naprej, pa se moram malo ustaviti, ampak me je pa po eni strani malce utrdilo, da lahko tudi kakšne kritike, ki to niso, ki so mogoče bolj priporočila kdaj, lažje v bistvu prevzamem in vzamem v zakup, da lahko izboljšam kakšne lastnosti na sebi in pri delu z drugimi. Tako da. No, super. Ok, dajva se še preseliti na zadnji stereotip. Južna Afrika je zelo nevarna država. Ja ali ne? Za vse starše, ki mogoče zdaj poslušajo to, ko se študenti odločajo za izmenjavo, je to v bistvu največji pomislek za Južno Afriko. Da ali ne? Res je in ga bom do neke mere ovrgla. Jaz sem se za Južno Afriko nekako prvič bi mogla iti v bistvu v 3. letniku dodiplomskega študija. Pa sem potem imela eno operacijo kolena in smo mi to premaknili za celo leto naprej, v moj absolvent. In sem imela v bistvu potem dovolj časa, ker želja ni ugasnila in je tlela v meni potem, da obiščem to državo. Sem imela dovolj časa, da sem celo leto spremljala različne dokumentarce o Južni Afriki, video tudi po YouTubu, v bistvu gledala sem tudi vremensko karto vsak dan. Sem zaradi tega, da sem se pripravljala, kakor se to sliši, ampak da sem vedela, kaj spakirati, ker sem vedela, da ne bom šla tako kot na Nizozemsko, ki me je oče preselil z avtomobilom, s celotnim kolesom noter. Južno Afriko sem vedela, da tega luksuza ne bom imela in da grem z letalom in to z enim kovčkom. Tako da sem želela pač pravilno naplanirati, kaj vse naj vzamem, da bom čim manj stvari rabila tam kupiti, ker jih ne bom nazaj mogla prinesti. Ja, in sem v bistvu med temi dokumentarci sem se pripravljala hkrati na možnosti in opcije, na kaj se mi lahko zgodi v državi, ki je bila istega leta, kot je bila Slovenija razglašena za najbolj varno državo, razglašena za najbolj nevarno državo. Tako da je bilo pred odhodom, pa ko sem iskala stanovanje, to tudi eno mojih vprašanj za bodočo sostanovalko, cimro in najemodajalko. In mi je ona tudi malo sliko orisala, ampak ker je bila tako kot jaz belka, ker seveda tudi to treba upoštevati, ta faktor v Južni Afriki, mi je bilo malce lažje razumeti kakšne vidike in sem si jaz v bistvu pripravila že za sabo dodaten telefon, se pravi nedelujoč za primer, ko me recimo okradejo, dodatno denarnico z nekimi, ne bi rekla nepravimi dokumenti, ampak s karticami, ki so ali pretekle ali pa niso več v veljavi. Pametno. Tako da sem bila malo pripravljena Si se opremila. Tako. Zato da in sem si v bistvu tudi nekako odločila, kje bo moje mesto, kjer hranim na sebi, na mojem telesu pravilne dokumente in kje je tiste napačne, v primeru, da me okradejo in da pač moram v bistvu jaz to izročiti tej osebi. Na srečo se noben neljub dogodek pač ni pripetil, nihče me ni okradel, nihče me ni napadal, tako da nad mano ni bilo narejeno pač v bistvu nobeno kriminalno dejanje, če se tako izrazim. Je pa res, da si se mogel pripraviti in pogledati, pa vprašati ljudi, ki so tam živeli, ali lahko grem jaz po tej poti domov. Meni je bilo tudi rečeno, da pač takoj, ko se znoči, ti ne smeš iti peš domov, tudi če si 5 minut stran hoje. Pač vzameš Uber, ki je izredno poceni in plačaš tisti 1 evro, da se odpelješ domov. Tako da sem se tega držala. Sicer sem pa živela zraven železniške postaje. Tukaj sem pa mogoče malo bila predrzna, ampak se mi je izplačalo. Od Stellenboša, kjer smo stanovali, pa do Cape Towna je bilo cirka 45 minut z vlakom, oziroma z avtomobilom. In
če se nas je nabralo 4-5 oseb, smo si avto skupaj pokrile, pa je bilo, ne vem, 5 do 7 evrov na osebo strošek prevoza. Če si hotel pa sam v Cape Town, je pa to naneslo 35 evrov. Jaz pa sem tako po naravi malo, sicer Dolenjka, ampak lahko rečem, da imam malo gorenjskosti v sebi, tako da na sebi šparam. In si nisem želela privoščiti tistih dragih prevozov iz Stellenboša do Cape Towna in sem rekla, grem na vlak, ki je samo 50 centov. Ampak v teh primerih, sicer kot svetlolaso in dekle z zelo belo poltjo, bledo poltjo, zelo izstopaš na teh vlakih, ampak sem si vedno dala pač neko zdravo kmečko pamet, moraš v teh primerih uporabljati. Se pravi, nikoli ne greš v nekih fancyh oblačilih, lahko sem šla tudi v raztrganih oblačilih, nikoli nisem imela več kot en ruzak s sabo, nobenih kovčkov, nič preveč izstopajočega. Lase sem imela vedno pokrite s kapuco, pa vedno sem šla v bistvu čez dan, se pravi v neki, ko je bilo sonce, in na vagon, kamor so šle družine. Nikoli se mi ni nič zgodilo, v bistvu prav mirno, tudi lahko sem zaspala gor. Res, jaz sem imela v bistvu same pozitivne izkušnje z Južno Afriko, sem se pa seveda mentalno pripravila, da se lahko te stvari zgodijo. Ne morem naivno stopiti v državo, kjer se te stvari dogajajo, ampak zaradi te pripravljenosti mi je bilo potem v bistvu veliko lažje razumeti mogoče kakšne zadeve, njihovo kulturo. Ampak ja, meni se ni nič zgodilo, tudi večini mojih prijateljev ne. Edina ena prijateljica je imela slabo izkušnjo takoj, ko je priletela, da so jo okradli in vzeli pač denarnico, ki je imela samo eno in pač je dala tisto, ki jo je imela z dokumenti. Tako da priprava je tukaj mogoče ključna, ampak nobenega strahu ni potrebnega, ker zelo hitro izveš, takoj izveš, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno. V nekateri državi pač to omejujejo zakoni, tam pač so neki zakoni, ampak moraš tudi te zakone narave, tako kot jih živali za svoje poznamo, jih tudi mi rabimo za ljudi tam. Tako. Tudi verjetno šola je malo pripravila vas na vso to logistiko in kje lahko hodite in tako naprej. Seveda, ja. Tu ste imeli kakšen support, ne? Verjetno V bistvu takoj, ko smo prišli, so nas v bistvu prišli iskat na letališče, da so nas odpeljali direkt do doma, kjer bomo stanovali, oziroma pač kjer si je vsak našel prenočišče oziroma stanovanje. In takoj v prvih dnevih smo imeli tudi v bistvu predavanje na fakulteti, skupaj z nekimi temi kratkimi uvodnimi predavanji v različne jezike, ki jih govorijo. Se pravi, od angleščine je sicer eden izmed uradnih jezikov, ampak tudi hkrati afrikanščina in pa kosa, ki je jezik z kliki. To so bili pač jeziki, ki se jih je govorilo v tem zahodnem Western pač Capeu, in da si osnove nekako vedel. Tako. Zanimivo. Ja. Ko smo že pri Afriki, kaj je tisti bil kulturni šok, ki ga še danes, ne vem, nekaj, kar ti je bilo najbolj nenavadnega in ga se res nisem mogla, privaditi, dobro, da si se težko privadila in ne vem, kaj je tisto, kar bi lahko izpostavila. Pač kriminal sem se pripravljala, tako da ni bilo nekega kulturnega šoka, ker pač nisem zahajala v tiste predele, kjer je bilo bolj izpostavljeno. Se je pa v bistvu dober mesec ali pa slab mesec, preden sem odhajala, je ravno na RTV Slovenija bil objavljen članek, da je Cape Town, da bo Cape Town prvo mesto na svetu, ki bo ostalo brez vode. Ker so imeli neznansko sušo, leto in pol predtem praktično ni bilo padavin. In ko sem prebrala ta članek, prva moja misel je bila, ker sem zvedela, da imajo omejitve glede vode, koliko litrov lahko ena oseba na dan porabi, sem šla frizerju in se ostrigla na res kratko, ker sem vedela, da ne bom imela toliko časa, da si jaz dejansko umijem neke dolge lase pod tušom. Ja, pač ko sem prihajala, je bila omejitev še 75 litrov vode na dan,
če sem prišla, so jo zmanjšali na 50 litrov vode na dan, ampak to pomeni ne samo voda za pit, to je voda za WC, voda za tuširanje, voda za umivanje posode, praktično za vse, za stanovanje, ne. In oni so imeli tak saying, no, mislim, po temu so se ravnali v bistvu, if it's yellow, let it mellow, if it's brown, flush it down. Kar je pomenilo, če si šel samo na številko 1, nisi potegnil WC-ja, na 2 si pa lahko privoščil. Tudi v restauracijah je bilo tako da v bistvu so se tega držali povsod. Tudi napis je bil vedno na vratih, pa potem smo se tuširali tako, da si imel spodaj en čeber, kjer je pač voda, ki pač od tuširanja šla noter, da si lahko potem hkrati potegnil in nisi ti rabo potegniti dejanskega WC-ja, ampak si v bistvu s to vodo od tuširanja hkrati še lahko WC splahnil. Tako da z varčevanja z vodo sem se res priučila in to mi je ostalo še zdaj. Zelo nerada vidim tudi pri pomivanju posode, da voda kar teče. Tako da, ker si imel za tuširanje v bistvu na voljo 90 sekund, se pravi minuta in pol. In v tem času, seveda, če ugasneš vmes pipo, ne, si prihranil, pa si namilil normalno lase. Ja, ampak to je bilo to. Potem je pa v bistvu tako, kot pri mobilnih podatkih, ko greš. Včasih imaš 5G, včasih imaš pa ko ti zmanjšujejo podatke. Tle si tudi počasi voda kapljala in nisi mogel več tuširati normalno. Zdaj pa prišla sem med poletjem dol, njihovim poletjem, januarja, in je pač bilo vroče. In ko je vroče švicamo, pa bi se hotel večkrat na dan tuširati, ampak žal nisi mogel tega, ni bilo tega luksuza, no. Pa mogoče me je malo drugačen način je bil za plačevanje za različne stvari znotraj gospodinjstva, od interneta pa do elektrike. In elektrika je bila res zanimiva. V bistvu sem imel kot en tak števec v stanovanju, kjer si mogel dejansko izpisati številko in nesti v kiosk in plačati tam elektriko. Tako da ja, ene take majhni pripetljaji ali pa dogodki, ki so bili malo bolj Nekaj samoumevnega pri nas, ampak ne samoumevnega pri njih. Večslojen toaletni papir. Je pri nas kar samoumeven, pri njih pa v bistvu se je vse čez roko videlo. Tako da si mogel res veliko vzeti, no. Tako kakšne take zadeve. Ja, sicer pa zelo razvita država. Mogoče jo podcenjujemo, ampak od afriških držav najbolj razvita, ceste lepše kot v Sloveniji, če tako ponazorim. Pa tudi v bistvu vlak razdalja od Stellenboša do Cape Towna je bil hitrejši kot v Sloveniji med Novim mestom in Ljubljano, no. To pa zagotovo verjamem. Ja, Nika, kaj ne rečem, pogumna, iznajdljiva, res vsaka čast. Mene pa potem zanima ta preskok, se pravi, taka izkušnja pač na drugem koncu poloble, a ne. In potem si spet, pač mi imamo seveda na voljo tam ene okrog 200 partnerskih šol, pa si se odločila kar za Köln. Iz Afrike v Köln. Povej, zakaj? Ja, že tako je bilo v bistvu. Nizozemska je bila prva ljubezen. Južna Afrika je bila v bistvu kombinacija za zgodovino z Nizozemsko, ker pač njihova bivša kolonija. Med drugim pa tudi, ker sem na Nizozemskem spoznala študenta iz Južne Afrike, ki mi jo je tako lepo orisal. Potem pa, ker sem bila med časom, ko nisem bila na zamenjavi in sem bila dejansko v Sloveniji na ekonomski fakulteti tudi tutorka za mednarodne študente, sem v prvem semestru, ko sem bila tutorka, spoznala študenta iz Nemčije in ravno iz univerze v Kölnu, ki sem mu bila tutorka in mu prikazala lepote Slovenije, povedala, kako živimo, pač pokazala našo kulturo. Medtem ko je on v bistvu z mano delil neke kančke, delčke svojega življenja v Kölnu,
ki je bil mogoče eden ključnih, pa čeprav se on takrat ni zavedal, zakaj sem se na koncu potem odločila ravno za Kölnsko univerzo. Sicer strateško tudi zelo blizu Nizozemske, ampak ja, v bistvu so bili ravno študentje, ker sem imela potem kasneje še enega iz Kölnske univerze, tisti, ki so me prepričali, da je točno to mesto in ta univerza primerna zame, od vseh drugih nemških, ki sem jih imela na voljo v bistvu. No. Tako. Zanimivo. Se pravi, tu si bila kot prostovoljka, ne? Si pomagala jim pri Uvajanju v življenje, v Ljubljani. Slovenijo, tako je. v naši varni državi in tako naprej. Ja, zanimivo. Povej mi, imamo izkušnja, ne, študenti vsi ki se prijavijo za Nemčijo, seveda oni grejo z namenom, da bojo se naučili nemškega jezika. No, potem, ko pridejo domov, povejo, da nič od tega se ni zgodilo, da so izboljšali angleški jezik. Kako je bilo pa pri tebi? A je bil to tudi tvoj namen, med drugim, da greš tja in da se pač naučiš nemškega jezika? Definitivno. Tudi ena glavnih motivacij, zakaj Nemčija. Predvsem, ker sem imela že nemščino v gimnaziji, pa sem jo želela v bistvu nadgraditi in popeljati na višjo raven, da bom lahko z njej komunicirala tako kot v angleščini, ki sem jo povadila na prejšnjih 2 izmenjavah. In sem v bistvu najprej imela tam se pravi, nek intenziven nemški tečaj v 1. semestru, v 2. pa sem se odločila, da bom imela v bistvu kar čez cel semester, ker je bil intenziven, mogoče malce preveč intenziven zame. Naučila sem se nemščine v smislu, da sem se s tistimi svojimi Nemci, ki sem jih spoznala tam, pogovarjala oziroma želela večino časa z njimi pogovarjati v nemščini. Sem jo pa najbolj nadgradila potem, ko sem v Nemčiji še prakso opravljala. V Hamburgu in sem tam pa res živela z Nemko, s katero smo se dogovorili, da takoj, da v bistvu vsak pogovor, ki ga imava, ne govori z mano v angleščini, ampak izključno v nemščini. In sem pripeljala nemščino na ta nivo, ki sem ga si zastavila, da bom pripeljala. Je pa res, da ni tako samoumevno, pa tako lahko prideti na to pot, ker vsi Nemci tam si pa želijo naučiti angleščine in se bi s tabo z veseljem v angleščini pogovarjali. Tako da ja, moraš ti biti tisti, ki spodbudi, pa mogoče tudi, če ti ne gre nemščina neverjetno, mislim, super ali pa v takem smislu, kdaj imel nek struggle imeti, neko težavico, pa rajš več besed mi eno stvar povedati, sem tako, da ti pogovor steče, pa potem zvadiš. Zelo si odločna, Nika. Tudi to si dosegla. Zdaj pa, to pa sploh ne dvomim. Kako si, so to odločna, pogumna in tako naprej, kako si to finančno speljala? So to misijo, popotovanje? Jaz sem bila res odločna, da grem na vse te izmenjave. Meni so res veliko pomenile, res sem ogromno fantastičnih ljudi tam spoznala. In v bistvu vse te semestre, ko pa sem jih v Sloveniji preživela, sem delala. Različna študentska dela, veliko sem jih tudi v bistvu prek teh oglasov iz ekonomske fakultete kariernega centra dobila. S tem sem izkušnje dobivala, tudi neke v bistvu vizije za naprej, katere stvari si jaz dejansko sploh želim delati v življenju, kaj me zanima. In sem na ta način v bistvu služila denar, ga zraven hrčkala, neke prihranke si ustvarjala, da sem v bistvu lahko potem vse zapravila na vseh teh izmenjavah. Mogoče bi izpostavila tle tudi, da so mi starši tudi na vseh izmenjavah pomagali, zdaj v manjšem. Jaz sem še vedno iz Dolenjske in sem se v Ljubljano mogla preseliti, tako da so že tako imam pač to srečo za stanovanje, mi stroške dajali in pa hrano, tako da so mogoče malce zmanjšali, ko sem bila v tujini, toliko, da v bistvu sem lahko kljub štipendiji, ki sem jo dobila, še vedno na približno enakem nivoju živela kot tukaj v Ljubljani. Je pa definitivno štipendija tudi pomagala, poleg se pravi prispevka staršev in pa zaslužka z različnih študentskih del.
Tako da ja, skupek vseh teh različnih finančnih podpor, no, pa sem v bistvu na vseh izmenjavah lahko normalno potem živela. Super. Tako da. Odločna. Ja. To je to. Nika, meni osebno je najbolj pomemben del študija v tujini ali kakorkoli tale osebni stiki, prijateljstva in tako naprej. To je se mi zdi najboljši del, kar lahko odneseš iz tujine. Kako je v tvojem primeru? Imaš še vedno kakšne prijatelje iz tujine? Se kaj slišite? No, o tem, če lahko še malo poveš. Definitivno iz vseh treh izmenjav ohranjam. To je v bistvu kar tako. Se moraš zavzeti, da ohranjaš te stike, ni to samoumevno, da bodo vsi kar ostali, ampak zdaj v tej tehnologiji mogoče še lažje, si malo napišeš na WhatsApp, se slišiš po Zoomu ali pa FaceTimeu, na Instagramu vidiš, kje se trenutno vsi nahajajo. Sicer pa poskušam vsako leto vsaj eno skupino iz kakšne izmenjave obiskati. Tako da v bistvu dober mesec, slab mesec nazaj, no, sem bila v Budimpešti, kjer sem svoje Madžare obiskala. Avgusta sem bila na dopustu v Španiji, kjer sem svoje Špance obiskala. Tako da ja, poskušam tudi dopust in prosti čas organizirati na način, da čim več teh ljudi, ki sem jih spoznala, prijateljev na izmenjavah, vidim in ohranim stik z njimi, ker mi veliko pomenijo, ker smo postali kot neka majhna družinica. Ker se na izmenjavi na njih načeloma najbolj lahko zaneseš, ker grejo čez isti proces s tabo in doživljajo podobna čustva, imajo podobna izkustva, tako da se res poistovetiš z njimi. In na ta način najdeš in narediš to svojo mini družinico v tujini. No. Nika, kdaj si sploh doma? Moje vprašanje. Kaj pa tvoji prijatelji doma? Kako pa so oni sprejemali to vse tvoje, bom rekla... Preseljevanje. Preseljevanje, ja. Tako kot prijatelji v tujini, so tudi prijatelji doma bili dosti videvni, so razumeli te moje želje po spoznavanju drugih držav. Veliko me jih je obiskalo tudi na sami izmenjavi, na katerikoli sem že bila. Da smo tudi tako ohranjali stike, vedno sem se na koncu vrnila, tako da smo potem ob mojih povratkih nadoknadili. In nikoli nisem pozabila na poslovilne zabave, na katerih sem dala vedeti, da se vrnem, ampak da morajo vmes mogoče bodo z mano malo manj v stiku, ampak to ne pomeni, da sem izginila iz njihovega življenja. Ja, na tak način v bistvu. Pa je bil šok, ko se vrneš nazaj? Verjetno je bil, ne? Vedno. Tudi za nazaj. Vedno, po vsaki izmenjavi je bil šok. Šok priti tja in šok priti nazaj. Ker načeloma na začetku, po prvi, no, niso razumeli, čez kaj sem jaz šla, kaj sem jaz doživela, kako je bilo tam. In nekako tista tvoja družinica v tujini je vedno dovzetna in z veseljem gre s tabo na vse izlete. V Sloveniji imajo pa potem vsi malo več izgovorov, mogoče ne ta teden, kaj pa naslednji, ker je tle čas dojemajo drugače, ker tukaj si in tukaj boš. Tam imaš pa tistih pol leta, eno leto in hočeš na ta izlet zdaj, ker ne veš, mislim, čez pol leta te ne bo več. Ne? Tako da je mogoče ta dojemanje časa na drugačen način. Ampak ja, tako. Nika, vse te izkušnje, ki si pridobila in tako naprej, ali ti je to kaj pomagalo zdajle, da si tukaj, kjer si, v tej službi, kjer ti je všeč in tako naprej? A ti je kaj to pomagalo oziroma na katerih segmentih? Kje vidiš, no, da ti je pridoneslo? Ja, definitivno je bila pač Nemčija hkrati tudi malce karierno-strateška odločitev, da se pač naučim tega jezika, ker v bistvu ravno to je bil ena po mojih ključnih, zakaj sem
kjer sem, karierno zdaj. V moji službi pač potrebujem znanje nemškega jezika in le tega sem se ravno na izmenjavi naučila in pač kasneje potem še na praksi, ker sem v bistvu po Kölnu šla še na nekaj mesečno prakso v Hamburg, kjer sem v bistvu izpopolnila svoje znanje nemščine. Hkrati pa sem se na vseh izmenjavah naučila tudi v bistvu dela z ljudmi, z različnimi ljudmi. Ker v študijskem okolju moraš pač ti delati različne projekte, seminarske naloge, predstavitve. In načeloma, ko si tujec, nimaš ravno nekih prijateljev od prej, s katerimi bi si želel delati te naloge in s katerimi veš, da boš super fantastično to lahko izvedel. In te dodelijo drugim. In takrat v bistvu moraš delati z ljudmi, ki so tam in imajo vsi različne procese razmišljanja, različne vidike, so šli čez različno izobraževalne procese. In takrat se naučiš v bistvu neke strpnosti, razumevanja, pa tudi načina in poglede, različne vidike, ki jih oni doprinesejo k neki temi. Kar mi definitivno pomaga tudi v bistvu na moji karierni poti. Kar to potrebuješ tudi v službi, a ne? Tudi v službi smo različni, ne? Tako, ja. Različni kalibri, a ne? Da pač lahko spelješ in se hitro prilagodiš, a ne? Nika, čas beži. Zadnja misel, kaj bi povedala svojim poslušalcem tega podcasta? Da pejte v tujino in se zaljubite v njihovo kulturo, v njihov jezik, v hrano in v ljudi. In da izkusite to, vsaj kanček tega, kar sem jaz in kar so vsi ostali, ki so šli na izmenjavo. Ker jaz ne poznam ene osebe, ki ji je bilo žal, da je šla. In se vsi vrnejo nazaj, da je bilo to ena boljših izkušenj. No. Nika, najlepša hvala. Ja, hvala tebi, Tina, za povabilo. No. Hvala.